Bog, ne. Kaj, mislim, recimo, če zdaj poslušalci poslušajo, sreča je v služenju Bogu, ne, čemu točno, ne? A lahko malo definirava, kako ti vidiš Boga, kako si ga prej videl, skozi prizmo krščanstva, kako ga zdaj vidiš, kako se mu reče v bistvu v teh spisih, a ne? A je Krišna v bistvu poimenovanje? Krišna je Božje ime, ki opredeljuje Boga kot vse privlačno osebo. In ker je Bog absolut, kar obstaja znotraj Boga. Ne? Nič ne more obstajati zunaj Boga, ker potem bi bil Bog pomanjkljiv. Ne? Se pravi, je neka enost vsega obstoja. Tako. Temu pravimo strokovno ačintja beda tatva. In sicer kar to pomeni, da obstaja hkratna enost in različnost. Mi smo hkrati eno z Bogom in hkrati smo različni od njega. Bog, ker je absolut, je po definiciji absoluten. Zdaj, kaj zdaj to pomeni? Ker imamo mi kot živa bitja svojo osebnost, svoje dojemanje, svoje čustvovanje in tako naprej, mora Bog, če hoče biti absoluten, poleg drugih lastnosti, imeti tudi to, svojo osebnost, svoje razmišljanje, svoje čustvovanje in tako naprej. Ker če tega ne bi imel, bi bil pomanjkljiv. Bi bil v bistvu neki manj kot njegovi sestavni delci. Se pravi, je skupek vseh osebnosti. In onkraj tega. Okay. In onkraj tega. Ja, tako da vse, kar nas privlači na tem svetu, v resnici Bog neustavljivo privlači, ker je Krišna pomeni vse privlačeno. Neustavljivo privlači vsa živa bitja. Tudi še tako zagrizene ateiste. Sam kaj, najdejo v nečemu drugemu? Ja, recimo v Bhagavad Giti v 10. poglavju pravi, da vse, kar je veličastnega na tem svetu, kar je privlačnega na tem svetu, recimo nasprotni spol, denar, slava, ugled, moč, skratka, vse te stvari, ki nas privlačijo na takšen ali drugačen način, so samo drobec njegovega veličastja. Se pravi, je to on v nekem smislu. Ja, če je vse on, potem je tudi to. Ja, tako. In zdaj, ampak to je samo drobec njegovega veličastja. Zdaj, če si predstavljamo, če nas že ti drobci, neznatni atomski drobci, če se tako izrazim, tako močno očarajo, recimo, verjetno si bil kdaj zaljubljen, veš, kakšna privlačna sila je to, biti zaljubljen, in je to drobec, v bistvu atomski drobec Božje privlačnosti. Kakšna privlačna sila ima šele Bog v svoji celoti. In namen duhovnega razvoja je prideti do odnosa s Bogom v njegovi celoti. V celoti. Tako. Se pravi, to bi bila neka identifikacija popolna z Bogom. Se pravi, ni razlike med delcem pa celostno stvarjo. Je razlike in je ni, tako kot smo prej rekli, ačintja beda tatva. Se pravi, hkratna enost in hkratna različnost. Je enost v smislu, da mi živimo izključno za Boga, in raznolikost je to, da mi smo še zmeri večni sestavni delec Boga, ne postanemo absolut v popolni razsežnosti, ampak ostanemo drobec, neznatni drobec. Vede pravijo, da je živo bitje je anu, to pomeni atomski delec, duhovni atomski delec, in medtem ko Bog je vibu ali absolut, neskončen. Ki vsebuje vse te drobce. In potem za primerjavo, da bi lažje razumeli, da je sonce. Sonce
izžareva nešteto fotonov, a ne, teh najosnovnejših delcev svetlobe, a ne, če se tako izrazim. A ne. In teh je nešteto vse posod. In tudi te luči, ki jih imamo tukaj okrog, so v bistvu sončna energija, tako ali drugače preoblikovana. Tako da v nekem smislu je sonce tudi tukaj zdaj noter v tem najnem studiu. Ampak hkrati sonce obstaja kot zvezda, ne, kot planet, zmeri v svoji tirnici, z našega stališča. In ravno tako Bog, ne. Mi smo vsi njegovi delci, neznatni atomski delci duha, ki ostanemo večni ti delci, ne? Brez začetka in brez konca. Ne? Recimo v 2. poglavju Bhagavad Gite pojasnjuje, da živo bitje se ne rodi, ne umre, ni nastalo, ne nastaja, ne bo nastalo, ne? Ampak je večno, prvobitno. In ne umre, ko umre telo. Ne. Skratka, mi smo večni ti atomski delci duha, ampak imamo pa to sposobnost, da lahko razvijemo popoln odnos z absolutom. Ne. Iz materialnega stališča je to čist nedoumljivo, ne, kako je to mogoče, kako bi lahko recimo en atom iz našega telesa vzpostavil odnos z nami. Tudi, če bi bil zavesten ta atom. A ne. Bi rekli, nemogoče. Ne. S kom ne imam odnosa, moram pod mikroskop gledati. Ne. Da bi lahko izmenjeval nek odnos. Ne. Medtem, ko pri Bogu je to vse mogoče. Ne. Ni omejitev. Ne. Je vse mogočen, ni omejena. Ne. In namen duhovnega razvoja živega bitja je, da se dvigne nad te materialne omejitve onkraj materije. Kaj pa iz vidika krščanstva, ne? Ker jaz sem bil tudi vzgajan v krščanstvu, pa imam tudi skoraj vse zakramente, ne? Do birme. Te stvari so meni pol postale zelo nove, ne? Pa sveže. To, kar se zdaj pogovarjava. Nisem tega zasledil v tistem nauku, ne? Ki je zelo tak, zelo definiran. Ne? Se pravi, imamo zgodbo prvo pač o Jezusu, ne? Ki je Božji sin in je za nas umrl na križu. Se pravi, neko preseganje tega ultimativnega trpljenja in združitev z Bogom, neko, kar zdaj vidim na tem križu in potem ustajenje. Ne? Zelo so take zgodbe, ki so zelo definirane, pa zelo oske. Ne? Nisem takrat videl neke možnosti interpretacije. Ne? Potem imamo pa še nebesa pa peko, ne? Ki se pa zgodijo po smrti. Ne? Kako si se ti s tem, pa rekel si, zelo zanimivo je bilo, da si videl iste nauke. Ne? Kako si to združeval? Ja, recimo, kaj je temeljni nauk, ki je skupen. Jezus pravi, da je prva zapoved: ljubi svojega Boga vsem srcem, vso dušo, vso močjo in vsem mišljenjem in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. In to je bhakti. Bhakti pomeni ljubeči odnos z Bogom, ljubeče služenje Bogu. In to je v bistvu temelj vedske filozofije, je bhakti yoga, če se tako izrazim. Yoga pomeni vez. Imamo isto besedo v angleščini yoke. Yoke pomeni jarm. Torej neka vez, kar povezuje. In yoga v sanskritu pomeni enako to vez. Vez med živim bitjem in Bogom. Se pravi, to živo silo, ali atmo, ali dživo. Dživa je tudi sanskritska beseda, živa, to je isto v bistvu beseda. Sanskrit je jezik iz območja stare Indije, ne? Ja, pa v bistvu je izvor vseh teh indoevropskih jezikov, tako imenovani. Zato so podobne besede, ja. Ja, tudi hinduizem, ne? Ta beseda hindu, Indija, to je vse iz iste Ja, to je v bistvu ta izvora. hinduizem je nastala beseda pozneje, ne? Ne označuje, to ni vedska beseda, označuje pa v bistvu nek sklop
duhovnosti, ki je bila onstran reke Ind ali Hindu. A ne? In to pa vse meče v isti koš, ne? Kot bi recimo rekli, kar je bilo na zahodu od reke Jordan, ne, pa lahko rečemo krščanstvo, islam, neki vrači črnski tam, potem ta slovanski bogovi, politeizem, pa germanski politeizem, pa rimski, pa grški, da je to tisto, kar je prek reke Jordan, naprimer. A tako ti vidiš to primerjavo z hinduizma? Ja, tako, ja. Hinduizem pravzaprav nič ne pomeni dosta, ne. Sam, da so to neke duhovne skupine onkraj, mislim, v Indiji. Ampak neki miti pa zgodbe so zelo podobne, ne? So zelo podobne, ja, so tudi skupne, ne. V resnici prava filozofija Indije temelji na Vedah, ne? In Vede to vsi priznavajo za avtoritativne spise, ne. Čem so že govorila, ne? O Bogu, ja, pa krščanstvu. To vem, krščanstvo, ne? Tako malo sva zašla. To vem, ja. Ja, da se vrneva k bistvu. Ja, no in jaz sem v krščanstvu videl to skupno nit, ne, z Vedami, potem, da je smisel življenja vzljubiti Boga, ne. Ker to Vede govorijo o tem in Jezusa, ne. In Vede so pa to samo malo bolj razdelale, ne. Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, kot sem prej rekel, čudovita knjiga o Bogu. Vse to malo bolj podrobno razdela. In Jezus recimo tudi sam pravi učencem, da veliko imam vam zapovedati, ne, ampak ne morete nositi tega, ne. Kaj ste mislil po tvoje? Ja, se je to tudi sam razložil, ne. Je rekel, prišel sem vam govoriti posvetne reči, ne. Ampak še tega mi ne verjamete, ne. Kaj šele, če bi vam govoril o nebeških stvarih, ne. Se pravi, Jezus je prišel na območje zelo preprostih ljudi, ne. Tam so bili ribiči, pa niso bili kakšni pastiri, pa tako, niso bili kakšni filozofi, ne. Medtem ko v Indiji so bili razne filozofske šole zelo razvite, ne, in znanost in tako naprej, astronomija, naprimer te znaki v astrologiji, ki jih imamo mi, so indijski, ne, niso na evropskih tleh zrasli. Potem številke, ki mi pravimo arabske, ne, so indijske, ne, Arabci jim pravijo indijske številke. Pojem ničle so imeli že oni. Zelo pomemben koncept, ja. Ja, zelo pomemben koncept. In imeli so koncept, mislim, da je koncept, ampak vedski spisi to razlagajo, relativnost časa. Da na višjih svetovih čas drugače teče kot na Zemlji. To, kar je prišlo v bistvu v 20. stoletju v znanost Zahoda, ne. Zajštanom, teoriji relativnosti in tako naprej. Te koncepti so obstajali več kot 5000 let nazaj, ne. So bili zapisani. Obstajali so pa že od vekomaj, bi lahko rekla, ne. Ja, no, tako da Vede so samo razširile Jezusov nauk, če se tako izrazim, ne. In dopolnile, ne. Medtem ko samo bistvo tega odnosa z Bogom je isto, ne. Ja. Tisto drugo so podrobnosti razložena, znanstveno razložena pot, kako razviti odnos z Bogom, a ne. Ampak samo bistvo je pa isto. Ampak smisel tega, si rekel, je odnos z Bogom, ne? Prej sva pa rekla, da je Bog vse.
A lahko si pol tako matematično interpretiramo, da je to pač ljubeč odnos do vsega, kar obstaja? Ja, ker kdor ima ljubezen do Boga, ne more drugače, kot da ne bi ljubil tudi vsega, kar obstaja. Ker drugače ne bi ljubil nekega dela, božjega dela. In tako kot Jezus tudi pravi, da je treba sovražiti greh in ljubiti grešnika. Se pravi, da ljubimo tudi tiste, ki nam delajo hudo, ker nam delajo slabo in tako naprej. Ampak jasno, da ne podpiramo, če nekdo dela nekaj slabega. Dejanj ne podpiramo, ampak živa bitja, pa stvarstvo, pa tako naprej, da njih imamo pa ljubeč odnos.